Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je tega dne oškodovanec prišel z svojo družino na obisk k svoji sestri. Nekje po 16. uri je domov prišel tudi osumljenec, ki je bil predtem s prijatelji na lovu. Skupaj z njim so prišli tudi prijatelji lovci. Vsi naj bi bili pod vplivom alkohola. Po odhodu lovcev je prišlo do družinskega prepira. Po prepiru je osumljeni odšel za kratek čas na počitek. Nekje okoli 20:30 ure je ponovno prišel v dnevno sobo, kjer je ponovno prišlo do prepira. Po prepiru je osumljenec jezen odšel v zgornje prostore. Za njim je odšel tudi njegov sin, ki je ugotovil, da se je oče zaprl v sobo, prav tako je pa je slišal, da je v nabojnik vstavljal naboje. Ko je oče prišel iz sobe, je sin opazil, da ima v rokah pištolo. Moški je hotel mimo njega po hodniku, sin mu je to preprečil, posledično je oče ustrelil v strop. V tistem trenutku je sin hotel očeta razorožiti, prišlo je do prerivanja, v času prerivanja je v zgornje prostore prišel tudi oškodovanec in je hotel pomagati razorožiti osumljenca. Kljub temu prišlo je do prerivanja in med tem prerivanjem je osumljencu uspelo sprožiti 2 strela, od katerega je eden strel oškodovanca zadel v prsni koš, ki je podlegel na kraju. Osumljenec je po streljanju zbežal iz hiše, še predtem pa je sinu uspelo očeta tudi razorožiti. V ranih obvestilih se je gibal peš in je nekje v nedeljo zjutraj uspel prečkati državno mejo, potem se je v nedeljo nekje skrival na območju Republike Hrvaške v bližini državne meje. V ponedeljek zjutraj smo dobili klic občana iz Republike Hrvaške, da naj bi opazil podobnega moškega nekje oziroma v bližini oziroma na Hrvaškem. Nemudoma so kriminalisti odšli na policijsko upravo Karlovac, kjer smo si izmenjali informacije in posledično bi potem tudi v popoldanskem času prijeti.